Malo bo hladno mokro. Sistem preventivnih pregledov nosečnic je bil postavljen zaradi odkrivanja preeklampsije. Načeloma se pri ženskah opravi 10 pregledov v nosečnosti. Prvi se opravi nekje med 7. in 10. tednom nosečnosti, potem pa nekje do 32. tedna na 4 tedne. Kasneje so pa te pregledi pogostejši na 1 do 2 tedna. Dober dan, gospa. Evo, kar tle se usete. Kako ste? V redu, zaenkrat super. V redu. Bova prvo en tlak zmerile, roko kar položite na mizo. Preeklampsija je bolezensko stanje, ki se pojavlja samo v nosečnosti. Pojavi se po 20. tednu nosečnosti in je posledica nepravilnega delovanja posteljice. Namreč posteljica se v začetku nosečnosti povezuje z materinim žiljem v maternici in če do te povezave ne pride pravilno, se lahko kasneje dejansko pojavijo težave ali z rastjo ploda ali pa potem z delovanjem materinih organov, predvsem jeter, ledvic in pa arterijskega tlaka. Roček dobro brca. Danes je bil pritisk nekoliko povišen, tako da načeloma normalno ne bi bil pritisk pod 150/90, tako da pri vas smo danes zmerali majčkeno povišen tlak, kar je lahko posledica tega, da ste bila majčkeno nervozna. Lahko pa je posledica tudi tega, da se dogajajo določene spremembe v telesu, ki mi rečemo preeklampsija. Da je ženska rodila zaradi same preeklampsije, je te v Sloveniji približno 3% vseh nosečnic. Če pa gledamo širše, to se pravi ženske, ki jih obravnavamo zaradi tega, ker pride do zastoja rasti ploda ali da se pojavi povišen krvni tlak v nosečnosti, pa moramo zaradi tega nosečnost prej prekinjati, potem pa se ta številka dvigne že skoraj na vsako 5. nosečnico. Tole je trebušček, trenutno ima 2,750 kg. Tako da zaenkrat raste kar v redu. Preeklampsija je nevarna v toliko, da če pride do, bom rekla, težke preeklampsije, se ta lahko pokaže tudi z nepravilnim delovanjem centralnega živčnega sistema. Lahko pride zaradi povišenega tlaka do krvavitve v centralni živčni sistem, to se pravi v možgane. In taki zapleti imajo zelo, zelo visoko smrtnost. Sama preeklampsija se na žalost ne zdravi, se pravi, ko se enkrat pojavi v nosečnosti, je edino dokončno, bom rekla, prekinitev tega stanja porod, to se pravi odstranitev posteljice iz same maternice. Lahko pa z določenimi, bom rekla, ukrepi upočasnimo njeno napredovanje ali pa njeno poslabševanje tekom nosečnosti, to je predvsem z urejanjem krvnega tlaka in pa z dajanjem 100 mg aspirina v začetku nosečnosti ženskam z visokim tveganjem, da bodo pač razvile preeklampsijo, lahko v 80% preprečimo nastanek same preeklampsije tekom nosečnosti. Tale krvni tlak bova pa mogla majčkeno spremljati. Sprožimo porod mi zaradi tega, ker če bi dejansko pustili, da preeklampsija napreduje sama od sebe, bi lahko prišlo do spontane sprožitve poroda, vendar se to navadno zgodi že, ko so stvari v resnici že preveč napredovale, se pravi, je to prepozno za otročka ali pa prepozno za mamo. Ženske, ki so imele ali preeklampsijo, ali povišen tlak v nosečnosti, ali zastoj rasti pri plodu v tej nosečnosti, imajo kasneje v življenju povečano tveganje za to, da pri njih pride do zgodnjega nastanka kardiovaskularnih bolezni, kar praktično pomeni, da lahko že pred 50. letom starosti se pri njih pojavi povišen krvni tlak. Bolj so ogrožene za zaplete, predvsem strani srca in ožilja. Sem spada tudi srčna kap. In pa jasno, bolj pogosto se pri njih pojavlja potem tudi sladkorna bolezen tipa 2. To so v bistvu APN-jevske in bom jaz tudi APN-jevske izvide napisala. Moje sporočilo je, da se je treba čim več pogovarjati o tem in da je treba delati predvsem na tem, da bi prvič bolezen preprečili, da se v nosečnosti sploh ne bi pojavljala, in drugič, da ozavestimo ženske, da morajo skrbeti za svoje zdravje, zato ker v resnici so bolj ogrožene za to.
da se jim lahko karkoli zgodi.